zavedam se takratnega sestanka, torej takratne diskusije županov in se mi je zdelo potrebno, da ob zaključku mandata se ponovno z njimi srečam in ugotovim oziroma povzamem iz njihovih še vedno pripomb, kaj je pa potrebno tudi prenesti na naslednike, in ta sestanek danes kaže na to, torej imenovanje direktor za 4-letni polni mandat, sprejetje načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka, ki predvideva investicije oziroma soinvestiranje v višini 90 milijonov, to je treba izvesti in temu seveda sama prav zagotovo pritrjujem. Deloma smo spremenili zakon, nekaj stvari, ki bi jih radi v zakonu spremenili, je še ostalo in torej zagotovitev finančnih sredstev, to je moja naloga, da ga prenesem nasledniku oziroma, če bo možnost, prenesem tudi v koalicijsko pogodbo, ker sama nekako štejem, da bi na tako srečanje pravzaprav morala priti vlada, številna ministrstva v svojem programu segajo na to območje in po načrtu upravljanja z Triglavskim narodnim parkom bi morala zagotoviti tudi ustrezni sofinancerski delež. Koliko ste uspeli rešiti v tem času, kar ste takrat tako rekoč obljubili, kar se je zgodilo v tem mandatu vašem? Torej, kot sem že omenila, deloma smo spremenili zakon, tako da recimo za Bohinj smo rešili najakutnejše zadeve, za Pokljuko smo rešili zagotovitev legalizacije, izgradnje, akumulacije, rešili smo tudi za Vogelj, torej ni več DPN pogoj za razvoj Vogla. Deloma smo z nekaj težavami, to priznam, rešili tudi imenovanje direktorja. Sedanji direktor je imenovan za 4 leta in župani, kot kaže, so z načinom komunikacije zadovoljni. Res pa je, da smo ta načrt upravljanja, ki ga je bilo potrebno tudi medresorsko uskladiti, torej z vsemi ostalimi ministrstvi, peljali. To je zahtevna naloga. Jaz verjamem, da župani z samim vrednostjo finančnih sredstev niso zadovoljni, ampak sama pa stremim za tem, da bi vsaj to, kar je zapisano v načrtu upravljanja, vlada v naslednjem mandatu tudi zagotovila. Ste seznanjeni s tožbo, ki jo je vložila občina Bohinj? Sem povedala tudi županu, jaz razumem, kaj je naloga županov in s tem nimam nobenih težav. Na ministrstvu smo se ne takimi, ampak z tožbami iz preteklosti v teh 3 letih in pol seveda srečevali. Prav je, da se stvari, ki so na nek način zastavljene, izvedejo, sodišče je pa tisto, ki bo seveda o tem odločilo.